Referent je Bojan Godeša, ki bo govoril o pričakovanjih. O priključitvi Matici v luči izbire med nasprotnima taboroma na Slovenskem. Prosim, Bojan. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem. Jaz bom z nekoliko drugačnega vidika osvetlil tematiko, katero danes obravnavamo in bo, jaz mislim, da dopolnjuje to, kar je bilo do zdaj govorjeno. Engelbert Besednjak, ugledni predvojni primorski politik, ki je živel v času med obema vojnama kot primorski emigrant, pretežno v Beogradu, in je bil znan po svoji široko razpredeni mednarodni mreži zvez, ter bil vse skozi tudi na dvoru Karađorđevićev dobro zapisan, je v pogovoru s srbskim novinarjem Milanom Jovanovićem Stojmirovićem nekaj mesecev pred okupacijo Jugoslavije izrazil prepričanje, da lahko le Korošec, s katerim ste bili v zaupnih odnosih, doseže priključitev Istre k Jugoslaviji. Istre, to je seveda mišljena celotno ozemlje, ki je bilo pod Italijo. Vendar je v luči razkriti v knjigi Čas odločitev, ki obravnava delovanje katoliškega tabora na predvečer okupacije, moč prepričljivo trditi, da takšnih besednjakovih pričakovanj Korošec zagotovo ne bi mogel uresničiti s tedanjo politiko. Koroščeva politika je od kapitulacije Francije po leti 1940 dalje namreč temeljila na prepričanju, izraženim jeseni 1940 nemškemu veleposlaniku v Beogradu, da je vidi, navajam, nedvomno edino možnost za zaščito svoje slovenske domovine v tem, da se najtesneje nasloni na os in zlasti na Nemčijo. Konec navedbe. Korošec je odločitev, da bo svojo politiko daljnosežno prilagodil našim željam, kot je poudaril nemški veleposlanik, sprejel izključno zaradi paničnega strahu pred Nemci, za katere je bil trdno prepričan, da bodo skupaj s svojimi osmimi zavezniki v vojni zmagali. Seveda takšna razlaga motivov za Koroščevo približevanje nacistični Nemčiji razkadi marsikatero meglico, ki je zastirala pojasnitev dejanskih vzrokov za njegovo ravnanje, pa tudi njegovih naslednikov na čelu katoliške stranke. Te so nekateri iskali v ideoloških razlogih, to je klerofašizmu, in dolgoročnih separatističnih motivih, to je slovenski državi pod protektoratom Silosi kot priljubljenemu snu. Drugi so Koroščevo prosno usmeritev preprosto ignorirali ter ustrajali na tezi v njegovem kontinuiranem delovanju, zasnovanem na obstoju Jugoslavije ter na demokratičnih in prozahodnih temeljih, z razlago, da je bil do smrti zvest Jugoslavan in po srcu izrazito proti nemško usmerjen. Ti trditi sicer povsem držita, tako v Koroščevi temeljni jugoslovanski usmeritvi ni dvoma, medtem ko je bil njegovo sovraštvo do nemštva kar nekakšen njegov zaščitni znak. Vendar je Koroščeva povsem nesporno dokazana proosna politika, ravno zato povsem preprosto in enostavno razložljiva, kajti ni potrebno biti prijatelj Nemcev, da kljub temu predvidevaš, da bodo ti v vojni zmagali. Temeljni vzgib vodstva SLS za prilagoditev politike silam osi prvenstveno torej ni imel ideološke podlage, je pa Korošec seveda izkoristil vse potenciale, posebej še, ker se tedanja ideološka usmeritev pretežnega dela vodstva SLS kljub svojemu Weltanschauungu izkazala v mnogih pogledih, v srednjem mestu je imel antisemitizem, v veliki meri za kompatibilno, ne pa seveda tudi za identično, z družbenimi temelji zagovornikov totalitarnega in rasističnega novega reda. Zato so z njimi lahko brez večjih težav hitro našli modus vivendi. Takšno prilagajanje novemu redu pa seveda še zdaleč ni pomenilo, da so se prizadevali za uvedbo fašizma, oziroma celo, da naj bi sami postali fašisti. Kot je moč razbrati iz nekaterih kritičnih ocen knjige Čas odločitev, naj bi menda pisec teh vrstic trdil prav to. O razlogih za takšno podtikanje, ki ga lahko opredelimo zgolj kot namerno in glede na monolitno stališče o nekaterih po svojem idejnem profilu dovolj prepoznavnih krogih, tudi kot načrtno zavajanje, z namenom diskreditacije omenjene knjige, pa tudi njenega avtorja, na tem mestu sicer ne bom podrobno razpravljal. Če se vrnemo v Besednjaku, lahko potem, kar vemo o zadnjih mesecih Koroščevega delovanja, pravzaprav trdimo ravno nasprotno. In sicer, da je bil prav on dejanski začetnik in pobudnik tiste politične usmeritve, ki je privedla do aprilske opredelitve vodstva SLS, ko se je katoliška stranka povsem nedvoumno postavila na stran osi.
silo si. Koroševo prepričanje o nujnosti brezpogojne naslonitve na silo si je namreč predstavljalo rdečo nit tudi v delovanju njegovih naslednikov na čelu SLS, so bili Kulovec, Kerekin, Tlačen. V pričakovanju končne zmage silo si v vojnem spopadu so z njihovo agresijo na Jugoslavijo v vodstvu SLS menili, da z njo prihaja tudi konec danje države, kar po mednarodnem pravu pomeni njeno debelacijo. Zato so se odločili poiskati samostojno rešitev v okviru nacističnega novega reda, sicer v obliki slovenske države pod okriljem silo si. Takšna opredelitev je s svojimi posledicami usodno vplivala na nadaljnji razvoj dogodkov na Slovenskem. Na Tlačanu in na narodnemu svetu pri silah vsi, kljub veliki ustrajnosti in še večji servilnosti, ni uspelo izposlovati nobenih koncesij, zato je bil izkupiček vseh teh prizadevanj izražen zgolj v dolgoročno zelo dvomljivem avtonomnem položaju Ljubljanske pokrajine po njeni aneksiji k Italiji. Ta enostranski akt fašistične Italije, ki je predstavljal kričeč primer kršenja mednarodnega prava, pa so slovenski predvojni politiki priznali in potrdili, čeprav je predstavljal popoln zlom njihovih pričakovanj. Čeprav se je skušal na Tlačen svojo ekipo ob začetku agresije silo si na Jugoslavijo postaviti ob bok Tisu in Anteju Pavliču, pa mu ni bila namenjena vloga polnopravnega Quislinga. Pa sta Slovaška in NDH v Hitlerjevi hierarhiji odnosov z nacističnimi zavezniki veljali bolj in manj kot tretjerazredni državi. Izkazalo se je, da je bilo takšen status marionete, kot so ga označevali Hitlerjevi nasprotniki, za slovensko predvojno elito v okviru novega reda povsem nedosegljivo. Zadovoljiti se mi bilo potrebno še s precej bolj obrobnim položajem, le simbolično vlogo, članstvom fašističnih pokrajinskih konzultij, ki je imela le posvetovalni značaj, kjer so s potrevanjem odločitev pokrajinskih fašističnih oblasti zgolj izkazovali svojo lojalnost do italijanske države in fašističnega režima. Pri tem je potrebno pripomniti, da so tudi za takšno obskurno vlogo med seboj tekmovali, kdo se bo najbolj prikupil novim gospodarjem. Sicer pa je priznavanje aneksije strani pretežnega dela predvojne politične elite pomenilo njihov pristanek na debelacijo Jugoslavije, ki so jo v nasprotju z jugoslovansko begunsko vlado in njenimi pokrovitelji Britanci tedaj zagovarjale zgolj agresorske države, to je sile vsi. Natlačeno tedanje ravnanje lahko po tedaj veljavni jugoslovanski zakonodaji z vidika zaščite suverenosti in nedotakljivosti državnega ozemlja opredelimo kot veleizdajalsko, kar je seveda posledično pomenilo marsikaj, vendar teh vprašaj v tem prispevku ne nameravam posebej problematizirati. Njihovega pristanka na aneksijo seveda ni moč opredeliti zgolj z državnega vidika, to je nepriznavanje kontinuitete jugoslovanske države, temveč tudi, kaj takšno dejanje pomenilo stališča slovenskih nacionalnih interesov. Natlačeno priznanje enostranskega akta aneksije je namreč istočasno predstavljalo potrditev obstoječega stanja in s tem tudi legitimiranje razkosanja slovenskega ozemlja kot dokončne rešitve. Takšno stanje pa je bilo strani praktično vseh sodobnikov v slovenski družbi označeno kot največja nacionalna katastrofa. Razumljivo je, da so v odklanjanju takšne politike še posebej izstopali Primorci, ter so bili odmevi onkraj rapalske meje naravnane ljubljanske politične elite ob začetkih okupacije v pravilu še znatno ostrejši kot v Ljubljani. Ta ostrina pa je bila, kot se bo izkazala v razčlembi primerjave Natlačenovi in stališč primorskih političnih subjektov zelo utemeljena, saj je izpostavljala popolno nelegitimnost ljubljanske politične elite zastopati ne le interese slovenskega prebivalstva v jugoslovanskem delu, temveč se je še manj mogla predstavljati kot verodostojen predstavnik celotnega slovenskega naroda. V mentalnem obzorju primorskih politikov je bilo namreč takšno delovanje naravnost nepredstavljivo. Tako je Virgelšček o tem zapisal tudi naslednje, kot citiram. Ko so Italijani aprila 1941 zavzeli Slovenijo in so vodilne slovenske stranke sklenile pakt s fašizmom, v tistem trenutku sem bliskoma razumel. Te stranke so za vse likvidirane in bo morala prevzeti vodstvo diktatorska struja. 6 mesecev pred svojo tragično smrtjo je dr. Natlačen poslal k meni posebnega sla in predlagal obnovitev SLS. Od poslancev sem naravnost povedal, da so stranke, ki so podpisale pakt z Mussolinijem, za vse likvidirane. Svetoval sem, naj reče Natlačen in Rožmanu. Čim prej odstopite, tem večjo uslugo naredite slovenskemu narodu. Konec navedbe. O tem, kako vrednotiti takšno ravnanje,
je vendarle potrebno izpostaviti tudi stališča Miloša Stareta, medvojnega tesnega zaupnika Miha Kreka v domovini, ter po njegovi smrti tudi načelnika SLS in predsednika Narodnega odbora za Slovenijo v migraciji. V oceni je bil povsem nedvoumen jasen, kakšno oznako pripisati prizadevanjem za ustanovitev slovenske države pod zaščito silosi, ko je zapisal, da, navajam, tako dejanje ne bi bilo le sramotno, ampak pravi samomor, konec navedne. S tem je Stare tudi zelo nazorno in nedvoumno razložil, s kakšnimi posledicami se morajo soočiti tisti politiki v slovenski družbi v primeru takšnega ravnanja. K navedenemu Staretemu mnenju v bistvu ni kaj dodati, ugotovimo lahko le, da obstaja glede vrednotenja takšnega ravnanja in njegovih posledic, sicer v gledanju na medvojno dogajanje povsem razklani slovenski družbi, pravzaprav že vse skozi popoln konsens. V skladu z omenjenimi dejstvi je postalo očitno, da se je predvojna politična elita s svojim ravnanjem ob začetku okupacije povsem diskreditirala in s tem izgubila vsakršno možnost še naprej legitimno in legalno zastopati nacionalne interese pred slovensko in zavezniško javnostjo. Pri tem velja dodati še to, da na te odločitve slovenski komunisti, ki so kasneje postali njihovi najpomembnejši tekmeci v boju za oblast, niso v ničemer vplivali. Ob tej razčlembi, ki temelji na razkritih predstavljenih v knjigi Čas odločitev, lahko povsem brez zadrega sklenemo z ugotovitvijo, da se v sklopu upora proti okupatorju tudi sočasno prizadevanje odporniške organizacije pod vodstvom komunistov za povojni prevzem oblasti, ki je seveda imela tudi revolucionarne razsežnosti, v okviru specifičnih okoliščin, ki so nastale na slovenskem ozemlju med okupacijo, izkazalo za povsem legitimno tudi z vidika današnjih prevladujočih družbenih vrednot v veliki večini evropskih držav. Ali še bolj neposredno povedano, nerazsvobodilni boj, tudi revolucija, se kaže v tem kontekstu v načelu kot povsem legitimno dejanje in to, kot že rečeno, seveda tudi z vidika današnjih družbenih norm. Zato je pravzaprav precej ahistorične mnenje tistih, ki želijo zmanjšati revolucionarno razsežnost medvojnega delovanja komunistov, oziroma nekaterega izmed njih ga celo zanikajo, pač iz prepričanja, da bi v na novo vzpostavljenem sistemu družbenih vrednot po osamosvojitvi Slovenije in vključitvi v evropske integracije to lahko krnilo ugled celotnega medvojnega odporništva. Vendar gornje ugotovitve prepričljivo kažejo, da je takšna bojazen povsem odveč. Če se vrnemo k primorski problematiki, naj zgolj na enem primeru prikažem, v čem je bila razlika med ljubljanskimi in primorskimi politiki v tistem času, ter kakšne so bile njene razsežnosti, pa bo bolj jasno, zakaj so bili na Primorskem tako neprizanesljivi do predvojne strankarske elite v ljubljanski pokrajini. Znano je, da si je tudi Natlačen prizadeval za pomilostitev obsojencev na drugem tržaškem procesu. Vendar nas na tem mestu zanima zgolj to, s kakšnimi argumenti se je vzel zanje pri Gracioli. V svojem poročilu v London je Natlačen v tem zapisal naslednje, navajam. Opozoril sem ga, da je sedaj z objavo dekreta o ustanovitvi ljubljanske province nastala za Slovence in sicer tudi za one v Primorju popolnoma nova situacija. Opozoril sem ga, da se nahaja po mojih informacijah okoli 500 Slovencev iz raznih krajev Primorja v internaciji. Plediral sem za to, da naj bi napravila Italija z ozirom na novo nastali položaj, plemenito in reši širokogrudno gesto s tem, da se vse briše, kar je bilo, da se vsi Slovenci, ki so iz političnih razlogov v zaporih ali v internacijah, pusti na svobodo, da se na to, kar je kdo v preteklosti zagrešil, nič več ne ozira, če pa kdo obroče kaj zagreši, naj se ga pozove na odgovor. Pozarjal sem, da bi taka gesta odlično odjeknila vseh slovenskih slojih in da bi Italija s tem med Slovenci, tudi med tistimi, ki so bili doslej neprijazno razpoloženi, pridobila izredne simpatije. Po drugi strani pa, da nima res prav nikakega stvarnega smisla preganjati Slovence zaradi političnih delitev, ki so z ozirom na novo situacijo postali popolnoma brezpredmetni. Konec navedna. Torej, iz natlačene argumentacije razvidna vdanost v obstoječe stanje kot dokončno rešitev slovenskega vprašanja in sicer, ker bo v bodoče večina Slovencev, tudi ti v ljubljanski pokrajini, živela v Italiji, je s tem teža primorskih Slovencev po priključitvi državi, ki ne obstaja več, to je Jugoslaviji, kot je dejal, postala popolnoma brezpredmetna. V sklopu takšnega razmisleka vodilnih predvojnih politikov se v najbolj nenavadni obliki enostransko vztrajanje pri iskanju rešitve slovenskega vprašanja v okviru novega reda izrazilo zamisli, po kateri naj bi prišlo s Hitlerjevo in Mussolinijevo pomočjo
do vzpostavitve zedinjene Slovenije v okviru fašistične Italije. Ideja se je pojavila junija 1941 v političnih krogih, ki so se napajali iz povsem istega miselnega vzorca kot slovenski predstavniki konzulti. O utopičnosti takih pričakovanj seveda z današnjim vedenjem vsekakor nima smisla posebej razpravljati, a po drugi strani predstavljajo ta zelo nazoren izraz političnega razmisleka, v okviru katerega se tedaj gibal pretežni del predvojne politične elite. Najbolj ustrezno pa je takšna naivna pričakovanja že tedaj ocenil Max Schneider, ko je zapisal, citiram, pisec ali se šali, ali pa je bedak, ko si zamišlja kot možne takšne absurdnosti. Konec navedni. Natlačen si je ob začetku okupacije torej prizadeval, da bi vsi Slovenci prišli v okvir Mussolinijeve Italije, primorski Slovenci pa so takšen položaj, v katerem so prepoznali akt nezakonite agresije Italije, s katero je bila izničena nepravična rapalska meja, razumeli kot zgodovinsko priložnost za uresničitev njihovih 20-letnih prizadevanj za priključitev Primorske k Jugoslaviji. Morda bi nekateri obsojeni na drugem tržaškem procesu, če bi vedeli za natlačene argumente za prekvalifikacijo smrtne kazni v zaporno, takšno pomilostitev celo zavrnili. Za tedanji čas je bilo namreč zelo značilno mnenje Lava Černelja, enega od obsojencev na tržaškem procesu, ki ga je doletela ta prekvalifikacija, ki pa ga lahko mirne duše posplošimo na celotno primorsko prebivalstvo, ko je zapisal in navajam. Ko je Italija sredi leta 1940 stopila v vojno na strani nacistične Nemčije, je postalo slovenskim in hrvaškim primorcem jasno, da je napočil čas za osvoboditev Trsta, Goriške in Istre izpod fašističnega jarma. Konec navedbe. To pa je pomenilo tudi konkretno akcijo, v katero sodila tudi Čermeljeva spomenica, ki jo na začetku leta 1941 poslal v London. V njej opisal, kako nevzdržne in krivične so razmere na Primorskem, ter sklenil, navajam, proti tej bolezni je samo eno zdravilo. Eliminirajte ta tujek. Z drugimi besedami, ločite Julijsko krajino iz italijanskega političnega telesa in jo združite z njenim zaledjem, kamor po narodnosti spada. Konec navedbe. Razumljivo, da je iz teh diametralno nasprotnih izhodišč tudi izviralo neizmerno začudenje, pa tudi ogorčenje nad ravnanjem ljubljanske predvojne elite strani Primorcev, ki mi je bilo takšno razmišljanje povsem tuje. Če se znova vrnemo k besednjaku, lahko ugotovimo, da je bilo njegovo razočaranje nad ravnanjem krajinskih politikov v začetku okupacije neizmerno. Čeprav tega v bistvu v temeljnih potezih začrtal prav njegov idol Korošec. Sklepno dejanje obsodbe predvojnih političnih voditeljev pa predstavlja besednjakova utemeljitev v pismu Virguluščeku na Silvestro 1944, v katerem ga poziva, da na Primorskem opustijo sredinsko držo ter se pridružijo odporniškemu gibanju. Utemeljuje pa s naslednjimi besedami, navajam. Krevezi našega zadržanja nas razen tega, ker sem navedel, silijo še mnogo številni drugi tehni razlogi, ki jih ne moremo v enem pismu izčrpno obrazložiti. Omeniti hočem na kratko le nekatere. Prvič, mi vsi imamo tukaj vtis, da je voditelj narodno-osvobodilnega pokreta rešil državo. Njegova zmaga pomeni za to zmago jugoslovanske državne misli. Kdor hoče skupno državo, je dolžan podpirati pokret, ki je to državo rešil in jo brani proti vsem njenim nasprotnikom. K temu pa nas izrazito silijo tudi posebni interesi naše pokrajine. Osvoboditev domačije je bila najvišji cilj in gonilna sila naših 20-letnih borb. Temu cilju so služile vse naše organizacije in posamezniki doma in v inozemstvu. Njemu smo posvetili svoje življenje. Prirodno je torej, da smo kakor vse ostale pokrete, tako tudi narodno-osvobodilno gibanje motrili in ocenjevali v luči naših vrhovnih ciljev. Kdor vestno in pošteno razmisli vsaj izložena dejstva, mora priti neizbežno samo do enega zaključka. Interesi naše domačije in naša načela nam nalaga imperativno dolžnost, da se brez pomislekom predržkov pridružimo narodno-osvobodilnemu pokretu. Če bi ravnali drugače, bi zatajili lastno preteklost in se izneverili vsem vrednotam, za katere se je naše ljudstvo borilo in trpelo četrt stoletja pod fašizmom. Pri tem nas ne sme prav nič motiti, da nas od Titovih ljudi loči naše krščansko svetovno naziranje. Saj boj se vrši danes v prvi vrsti zato, da vrnemo našemu ljudstvu domovino, da mu damo lastno državo. Najprej mora narod imeti zagotovljen obstanek, nato pride vse ostalo.
V vprašanju lastne državnosti smo pa z narodno-osvobodilnim pokretom ene duše in ene volje. Konec citata in tudi mojega referata. Hvala lepa. Hvala lepa za ta zelo izčrpen referat, ki mislim, da bo